Dragi prostovoljci, družinski oskrbovalci in drugi, ki berete ali poslušate prispevke Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Danes govorim Jože Ramovš, na vrsti je 7. tema iz serije Staranje v družini. In sicer, stari starši so v družini pomembnejši, kakor mislimo. Kakšna je vloga starih staršev v družini svojih odraslih otrok in vnukov? To vprašanje je danes na obrobju javne pozornosti. V odgovorih nanj je velika zmeda med starši in strokovnjaki. Odgovor nanj pa je treba iskati in ga najti, vsak zase in vsi skupaj. Zato je današnji prispevek daljši kakor običajno. Odnos med starimi starši in vnuki je življenjsko pomemben za oboje in za srednjo generacijo mladih staršev, pa tudi za zdrav razvoj naše kulture. Vsakdanje izkušnje in raziskovalni podatki kažejo, da vnuki doživljajo svoje stare starše izredno prisrčno in globoko. To pomeni, da imajo stari starši zelo velik vzgojni vpliv. Vloga starih staršev v vzgoji današnje družine pa je skoraj povsem prezrta v uradni pedagogiki, v vzgojni politiki in v javnih občilih. V slovenščini imamo o tem knjigi našega znanega raziskovalca razvajenosti Bogdana Žorža, naslov ima Stari starši in njihovo vzgojno poslanstvo. Izšla je leta 2006 pri Mohorjevi družbi. Imamo tudi prevod knjige avstrijske strokovnjakinje Helge Gürtler Otroci imajo radi stare starše, priročnik za življenje z vnuki. Ta je šla leto 2013, prav tako pri Mohorjevi družbi. Oba avtorja sta bila v času pisanja teh knjig tudi sama stara starša. Stari starši vplivajo na sožitje družine svojih odraslih otrok. Vplivajo, če to hočejo ali nočejo. Vplivajo, če živijo z mlado družino ali če nimajo stikov z njo. Vplivajo, če so živi ali že mrtvi. Vplivajo starši enega in drugega od mladih staršev. Vplivajo na odnose med mladima staršema in na vzgojo vnukov. Vplivajo dobro ali slabo. Pravijo, da pride slabo samo od sebe, za dobro pa se je treba zavestno odločiti in ga redno vaditi. Zato je vredno razmisliti o vlogi starih staršev v današnjih življenjskih razmerah, ki so zelo drugačne od tistih, ko smo mi starejši imeli kot otroci izkušnje s svojimi starimi starši. Stari starši so del družine v epohalnih spremembah. Danes so stari starši v družini svojih otrok stalni ali priložnostni varuhi, kuharji, pa tudi vzgojitelji za več kakor polovico otrok. Na vnuke prenašajo svoje življenjske izkušnje in spoznanja, družinsko in kulturno identiteto. Velik del ljudi ima vse življenje najlepše spomine na katerega od starih staršev. Pomembno dejstvo je tudi, da je med vnuki in starimi starši močnejša privlačnost, kakor med starši in odraslimi otroki. Pomembno spoznanje je tudi to, da se po 50. letu življenja iz leta v leto stopnjuje potreba po prenašanju svojih spoznanj in izkušenj na druge. Človek v 3. življenjskem obdobju je tem srečnejši in zadovoljnejši s svojim življenjem, čim bolje prenaša svoje spoznanje in izkušnje na druge. Tudi reprezentativna raziskava staranja v Sloveniji je potrdila, da je od učinkovitega prenašanja svojega znanja in izkušenj na mlajše odvisno, koliko človek po 50. letu starosti doživlja, da je njegovo življenje smiselno in vredno. Zlahka pritrdimo Žoržu, da je bila zadnjih 100 let družina tragična žrtev razmer.
Industrializacija in liberalni trg, ki ga poganja želja po dobičku, sta tradicionalno družino razkrajala vsaj tako neusmiljeno, kakor sta uničevala naravo in njene preživetvene vire. Za marksistični komunizem je bila družina zastarela oblika v razvoju družbe, podobno kakor privatna lastnina in država, kakor govori že naslov ene od Engelsovih knjig. Danes se v družini končuje odmiranje tradicionalnega načina sožitja. Tradicionalna oblika družinskega sožitja je odgovarjala poljedelsko-obrtniškemu delu za preživljanje. Odnose v njej pa je oblikovala tudi huda 10 000-letna zmota patriarhalne nadvlade moškega nad ženskami. Sedaj se v porodnih krčih rojeva način sožitja, ki odgovarja današnjim življenjskim razmeram. Maloštevilna družina, v njej so člani malo skupaj, vsak od njih se zaveda, da je drugim enako vredna individualna oseba. Nimamo pa še razvitih in osvojenih vzorcev za oblikovanje lepega sožitja v družini. Za medsebojno komuniciranje v sreči in nesreči, za učinkovito sodelovanje in za ustvarjanje dobrega vzdušja v družini. V teh razmerah samo 1/4 družin dobro uspeva v sožitju. V teh družinah imajo mati, oče, vsak od otrok in 4 starih staršev tako raven osebnega dostojanstva, kakovost odnosov in osebne srečnosti, ki omogoča še zadovoljiv vzgojni in ostali razvoj družine. Idealnih družin pa ni. Ta 1/4 družin utira razvojno pot v prihodnost. S svojim življenjem in sožitjem potrjujejo raziskovalna spoznanja psihologije, psihoterapije, medicine, sociologije in drugih ved skozi vse 20. stoletje, da je namreč notranje trdna družina s kakovostnim sožitjem največji garant zdravega osebnega razvoja ljudi, pa tudi družbenega sožitja v skupnosti in tudi delovne uspešnosti v podjetjih. Ostale 3/4 družin v razvitem svetu trenutno še ne uspejo oblikovati trajno vzdržnega sožitja. Te so razlog za politični in kulturni krik obupa nad tem, da je družinsko sožitje glavni prostor za obstoj in razvoj človeka, za obstoj in razvoj človeške svobode, odgovornosti, ljubezni in vseh drugih človeških zmožnosti od spočetja do smrti. Da je družina prostor za sprejemanje in razvoj spolnih in drugih vlog. Prostor za stabilno sožitje med generacijo staršev v zenitu življenjske pripeke. Da je nujen pogoj za kakovosten razvoj pravšnega števila potomcev. In tudi, da je družina prostor za kakovostno staranje, saj na staranje malo kaj bolj vpliva, kakor sožitje v družini. Za nameček se kriza družine rešuje v času, ko bo v prihodnjih desetletjih 3. generacija starih staršev prvič v zgodovini najštevilčnejša. Človeku se milo stori, ko nekateri namenjajo svoje sile donkihotskemu boju s to družinsko tragiko v sodobni družbi, drugi na drugi strani pa namenjajo svoje sile nostalgičnemu opevanju preteklih oblik družine, ki v današnjih življenjskih razmerah ne morejo uspevati. Če bi se ti zavzeti ljudje z leve in desne dali svoje sile v razvijanje sodobnega družinskega sožitja, bi delež zadovoljnih družin naraščal hitreje. Ena od zelo dobrih izkušenj pri razvoju kakovosti družin so socialne mreže zakonskih skupin za mlade družine, ki nastajajo zadnjega pol stoletja. Te sodijo v vrh socialnih inovacij 20. stoletja. Začele so se v Franciji po 2. svetovni vojni.
Danes je nova pereča potreba po oblikovanju skupin iz parov po 50. letu starosti ali vsaj po upokojitvi, torej skupin za babice in dedke. V njih se drug od drugega ob dobrih izkušnjah učimo smiselnega staranja in lepšega sožitja, obenem pa učinkovito obdelujemo svoje slabe izkušnje. Če smo vešči obdelati slabo izkušnjo, postane dobra, podobno kakor postane obdelana skala lep spomenik in obdelan vrt rodoviten. V skupinah zakoncev z odraslimi otroki se učimo tudi tega, kako prenašati svoje delovne, socialne, etične, duhovne in druge vrednote na vnuke in biti pri tem v lepem odnosu z njihovimi starši. Današnjo vlogo starih staršev v družini ter pri vzgoji vnukov lahko odkrivamo samo pri tistih, ki jim to uspeva, oziroma še bolje, skupaj z njimi. Vloga starih staršev je prenos vrednot iz roda v rod. Stari starši so mojstri za doživljajsko vzgojo svojih vnukov. Ko z otrokom hodijo zunaj ali prepevajo, ko mu pripovedujejo ali berejo, razvijajo njegove možgane za doživljanje lepote narave, glasbe, leposlovja, slik, kipov, lepih stavb in vse druge kulture. Ob uporabi sodobne gospodinjske tehnike, ko babica ali dedek kuhata z vnukom, ob informacijski, prevozni in drugi tehniki prebujajo vnuku globoko doživljanje teh dragocenih orodij za uspešno delo. S svojim zgledom v odnosih razvijajo v vnukih odločilno zmožnost za lepo človeško sožitje, to je sočutno in razumevajoče doživljanje ljudi, njihovih staršev, sestre, brata, drugih otrok, sosedov, tujcev, slehernega človeka, živega in pokojnega. Človek, ki globoko doživlja naravo, kulturo, tehniko in ljudi, se čudi, da vse to obstaja in deluje, da je vsega tega deležen, da živi. Iz čudenja se rojevata veselje in hvaležnost. Tudi veselje in hvaležnost ob odločilnem dejstvu, da sem od vsega tega odvisen, da mi je vsa ta danost dana, torej da je dar. Znanost o možganih, ki je danes ena najprodornejših ved, ugotavlja, kako so čudenje, veselje in navdušenje kemično in anatomsko povezani z uspešnim učenjem in razvojem, še posebej z razvojem lepega sožitja, dobrega sodelovanja, notranje trdnosti, miru, prazaupanja in sočutja. Vse to pa so zmožnosti, ki so odločilne za življenje od otroštva do smrti. Stari starši so torej danes največja priložnost za doživljajsko vzgojo otrok. Za lastne vnuke, kdor jih pa nima, bo stopil v stik z mlado družino v sosedstvu, ki bo hvaležno sprejela njegovo pomoč, nekrvne babice ali nekrvnega dedka. Izkušnja kaže, da so današnji stari starši tudi sami notranje negotovi v osnovnih vrednotah človeškega sožitja. Svet je tako spremenjen, da se težko znajdemo. Po upokojitvi naraščajo slabi zakonski odnosi, zagrenjenost, omamljanje in obup. Ljubezen do vnukov in globoka potreba po prenašanju vrednot iz roda v rod, ki se v človeku stopnjuje po upokojitvi, to dvoje pa je velika moč, ki nas lahko žene v lastno človeško in duhovno zorenje, v takšno zorenje, ki osrečuje nas starejše in je mikavno za rod naših vnukov, sinov in hčera, zetov in snah. Tako mi starejši
Kakor oni živimo v razmerah, ki so zelo drugačne od onih v našem otroštvu, mladosti in srednjih letih. Tudi naše doživljanje je v zadnji tretjini življenja zelo različno od onega, ko smo bili mladi ali v srednjih letih. Kolikor smo kos obdelati svoje dobre življenjske izkušnje, da se jih veselimo, da smo na nje ponosni in za nje hvaležni, ter obdelati svoje slabe izkušnje, da nas ne žerejo, ampak bogatijo, toliko potem znamo iz dneva v dan najti pravšno vlogo starih staršev v družini. Babice, dedki, tudi tisti brez krvnih vnukov, učimo se tega. Ta prispevek je bil objavljen v upokojenski reviji Vzajemnost julija in avgusta leta 2019.